Pozdravljeni, dragi starši. Danes imam za vas spet nekaj posebnega. Predstavila bi vam rada osebo, ki se ukvarja z trenutno zelo perečo temo. To je učenje otrok na domu. Vem, koliko je zdaj težko, zaradi tega, ker eni delate doma, zraven se še s šolo ukvarjate doma in na najinih individualnih srečanjih prek Skypa pa prek Zooma je to glavna tema, kako naj vzpostavimo nek sistem, nek red. Velikokrat rečete, jaz se moram najprej znova naučiti, da jo lahko otroku razložim. Evo, in zdaj je tukaj z mano gospod Adi Žabkar, ki ima v bistvu nekaj zelo zanimivega za ponuditi. Jaz sem prav vesela, da sem ga spoznala in da sem ga srečala in da vam ga lahko predstavim. Tako da bi rada, Adi, da najprej nekaj poveste o sebi, kdo ste, od kje prihajate, kako ste se sploh lotili stvari, ki jih počnete. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem prisotnim. Moje ime je Adi Žabkar. Če se zelo kratko predstavim, sem mož, oče dveh šoloobveznih otrok oziroma srednješolcev. Prihajam pa iz iniciative učiteljev in ukvarjamo se z učenjem na daljavo. Tukaj je zdaj zelo aktualna tema. Tako, na kratko. Ok, bomo to še, ampak glede na to, da imate dva najstnika, se verjetno soočate z vsemi tegobami in izzivi in tudi verjetno zabavnimi stvarmi, ki jih najstništvo prinaša. Skratka, ste hkrati starš, učitelj, beden starš, vse, kar pač ti stvari prenašajo, sploh zdaj, ki morate skozi ves čas tičati skupaj, a ne? To je mora biti zelo zanimivo. Ja, to je zelo zanimivo, pa mogoče na trenutke postane tudi izziv. Če nadaljujem recimo glede samega učenja, je prav hecen včasih, ker ne veš točno, a se zdaj otrok res uči, ali se ne uči, če se uči, a naredi vse, ali ne, pa tudi tisto, kar naredi, a zdaj on to zna, ali je to tako bolj na nivoju hobija. Ja, super. No in danes bomo govorila o tem v bistvu, kako ne samo otrokom olajšati to šolanje na domu, ampak tudi staršem, je tako? Tako, absolutno, ja. A bi kar malo povedal, s čim se ukvarjate? Tako. Zdaj, pri nas v iniciativi učiteljev smo pripravili, imamo dve internetni strani. Ena je razlaga.net, druga je pa razlaga-snovi.net. Razlaga.net je namenjena, temu bi se po domače rekel, tisti klasični šolski razlagi. Se pravi, imamo virtualno učilnico, naprimer fizika 9. razred, v njej je fizik in on razlaga snov za fiziko 9. razred. Učenci pa lahko pač to poslušajo in hkrati mu zastavlja tudi vprašanja, na katera učitelj odgovori, glede na to, koliko mu časovne zmožnosti omogočajo. Okay. Kako se pa prijaviš v tako učilnico? Oziroma, kdo se lahko prijavi v tako učilnico? Zdaj, nobenih omejitev. Zadeva je čisto brezplačna, pač prideš na internetno stran, razlaga.net, se pač vpišeš, registriraš se, tako moram povedati. To pomeni, da daš svoje ime pa svoj mail, potem dobiš obvestilo oziroma povabilo, da se lahko preklopiš na platformo, izbereš si, katero učilnico in kater predmet želiš imeti in se vklopiš v to učilnico in lahko poslušno prodaš. Super. A te predmete lahko tudi učenci gledajo tako za nazaj, recimo, če takrat nima časa, pa lahko to zvečer pogleda ali pa naslednje jutro? To se snema, tako da je lahko podobno, kot imate pri kabelski televiziji, samo presnamate, lahko pogledate za nazaj, tako da to deluje. Okay. Ampak v tem primeru pa ne morajo vprašanj postavljati, verjetno, ne? Tukaj ne. Skratka, če gledajo v živo, lahko postavljajo vprašanja, če gledajo za nazaj, ne morajo postavljati vprašanj. Imam prav? Tako, imate prav, točno tako. Okay. Zanima me, to se pravi, zdaj govoriva o tem, da se otrok prijavi, dobi obvestilo, pouk fizike poteka danes ob 10. dopoldan in on se lahko priključi in je to zgleda tako, kot da sedi v enem razredu, učitelj je tam, razlaga, tudi odgovori na vprašanje. Tako, točno. Je to tako. Potem imate pa še to drugo stran, ki se ji reče razlaga minus, kako že? Razlaga-snovi.net. Ja, razlaga-snovi.net. V čem se pa ta stran razlikuje?
Glavna razlika je v tem, da na razlaga-snovi.net dela en učitelj z enim učencem, se pravi 1 na 1. Okay. Druga zadeva zelo pomembna je pa ta, da ni tega frontalnega pristopa, ampak gre za to, da ko učenec potrebuje učitelja, se poveže z njim, dobi odgovor in potem lahko ali nadaljuje ali pa enostavno prekine in to je to. Aha, to se pravi, to niso neke klasične inštrukcije, ki trajajo 45 minut in mora otrok sedeti pragmah in delati, ne glede na to, ali mu paše ali ne paše. Ne, to lahko dela tudi na ta način, si izbere 45 minut, recimo sploh pred preverjanjem znanja je to aktualno, ampak načelno gre tako, takrat, ko se ti nekje pojavi nek problem, ko nekaj ne znaš, enostavno pokličeš, dobiš odgovor in lahko zaključiš. Sistem ti pa odšteva čas, ker to v bistvu zakupuješ čas, tako ta zadeva deluje. Aha, okay. To se pravi, če sem prav razumela, ta prva stran je brezplačna, druga stran, ki gre frontalno, ki ima pač učenec 1 na 1, pa je plačljiva in v bistvu zakupijo starši minute in tako. Potem se te minute odštevajo glede na to, koliko otrok pač potrebuje pomoči. Tako. Ok, a mi lahko mogoče poveste, v čem je recimo razlika med tem učenjem na domu, ki zdaj poteka, ki se starši pač matrajo, in med tem učenjem, ki ga vi ponujate? Zdaj, temeljna razlika je v tem, recimo v šolah delajo tako, da ogromno materijala pošiljajo v pisni obliki, pa nekaj slik, gre zadeva preko maila. Tisto ključno, kar manjka, v tem pač je situacija taka, kakršna je pa se pravi, da ni teh video razlag, to, kar mi delamo. To je pomembno zaradi 2 razlogov. Prvič zato, ker če se mi da pogovarjava, imamo kljub vsemu nek socialni stik. Osebni stik imamo. To je ena zadevščina, druga zadeva je pa tako. Vemo, da tudi, ko smo hodili v šolo, tudi ko učenci hodijo v šolo, za takih in drugačnih razlogov mogoče nekateri ne razumejo popolnoma vse snovi. In že tu je problem. Če pa se ti učiš samo s tem, da nekaj bereš, je pa tudi še teže. Ker če nekaj razloži, je pač pismo bolj. Razloži online v živo, tako da ga lahko tudi sprašuješ, da ti on odgovori in tako. V tem je razlika. Ja, ok. Zdaj pa še ena stvar, ki se meni osebno zdi zelo pomembna, zato ker jo pač sama srečujem zelo velikokrat na teh individualnih srečanjih s starši, ki jih imam zdaj sicer samo prek Skypa, ampak vseeno je zelo velikokrat prepoznam pri starših to, da na nek način zlezajo v otroku v zvezke. To pomeni, da oni vse vejo, da oni zahtevajo, na kakšen način mora otrok stvari reševati, da je v bistvu šola bolj stvar staršev kot pa stvar otroka in otroci na neki točki potem uprejo in nočijo več funkcionirati. Ali nočijo se učiti, ali pa sedijo tako, kot ste na začetku rekel, pa ne veš, a se uči, a se nauči, a se dovolj bo naučil, a se ne bo dovolj naučil. In mene zanima, kakšno vlogo pravzaprav v tem vašem sistemu imajo starši. Kje vi starše povabite zraven, oziroma kje vidite, da je pomembno, da so oni zraven, kje pa vidite, da je pomembno, da niso zraven? Zdaj, mogoče bi jaz ta odgovor zastavil. Mi ne razmišljamo kot šola, ampak razmišljamo bolj kot neka storitev. Absolutno hočemo, da so starši tudi na nek način vpleteni, ampak ne v kontekstu, da bi oni zdaj študirali snov, pa da je glava boli od vsega tega, pa da pri otroku sedijo, ampak v smislu, da so obveščeni, kaj se dogaja. Ker naš sistem deluje tako, da imajo avtomatsko obveščanje. To pomeni, takrat je vaš otrok imel, ne reči, ali uro, ali imel neko odločeno vprašanje, njegov nivo znanja je tak in tak, tako da kot starš imaš neko povratno informacijo in ti veš, kako se stvari stojijo in tako naprej. Zdaj, seveda, so tudi starši, ki so vedno sedeli zraven in bodo tudi vedno sedeli zraven. In mislim, da s tem ni nič samo po sebi narobe, je pa z mojega čisto osebnega stališča pa treba mogoče nekaj paziti, ker odnosi so najbolj pomembni. Če ti greš na neko nervozo in tako naprej, zelo hitro tudi pri otroku lahko sprovedeš nek odpor.
Pri online učenju mogoče tole mečkaj fajn zato, ker je to storitev in že ko izbiramo te naše učitelje, izbiramo take, ki znajo ne samo razložiti snov iz strokovnega stališča, ampak tudi, da imajo nekaj, da so potrpežljivi. Jaz se spomnim tukaj na naše zgodbe, ki je pač imela sva enega otroka, ki se je res rad učil z teh online programov in se je učil matematiko od nekoga, ki je imel že posnete stvari. In mi je pa enkrat rekel, mami, jaz tega tipa lahko poslušam 10-krat, če ga ne razumem. Sam zavrtim nazaj in on meni 10-krat pove v istem tonu, na isti način in nikoli na koncu nimam občutka, da imam sporočilo, kako si lahko to gbutas, da tega ne razumeš. In v bistvu pri tem online učenju se mi zdi, da ta čustveni del, ta napetost velikokrat lahko odpade in mislim, da je to zelo zdravo za odnos med starši in otroki, zaradi tega, ker starše razbremeni v tem smislu, da morajo pač izvajati neke pritiske na otroke zato, da bi otroci pač naredili stvari, v katerih ne vidijo ali smisla, ali pa so leni, pa se jim ne da, ali pa pač ni danes lik dan za matematiko, recimo. Ja, tudi to se dogaja. Bodimo realni, ljudje, starši, vsi smo ljudje, in v končni fazi vsi imajo tudi svoje službe, svoje obveznosti, odgovornosti, utrujenosti, velikih utrujenih. Hkrati hoče pa, da bi njihov otrok šolo končal, bi mu šlo dobro v življenju, tako da je treba en kompromis najti. In ta storitev, recimo, če to izvaja neki profesionalci, ki pač ne bojo nikoli vzrojili, na internetu se to ne dogaja, je to sigurno za učenje bistveno bolj. Lahko še poveste, za koliko stare otroke so, pa bi jaz kar mogoče malo, ne vem, sta oba programa, imate isto starost v njih, to se pravi, zdaj govoriva v teh vaših 2 spletnih straneh, kjer imate v bistvu, to je razlaga pomišljajsnovi.net pa razlaga.net, a imam prav? Tako. To so strani, ki so namenjene otrokom od 5. razreda, pa potem najstniki do 4. letnika srednje šole. Kaj pa maturitetni programi? Vse, to so in gimnazije in srednje šole. To se pravi tudi zdaj, ko bojo te maturitetni programi in ko bo ta, jaz vem, zato ker delava z eno punco, ki je pač zdajle bi mogla iti maturo delati in je čisti sebe, zaradi tega, ker mature ne bojo predstavili, pač tako informacijo so dobili, ona pa ful težko v bistvu sledi snovi sama doma in zelo, pač ona je veliko otrok je takih, ki jim že skupnost, to, kar ste vi rekel, ta razlaga.net, ki je učilnica, že sama skupnost daje nek občutek, da nekaj skupaj poslušamo, da nekaj skupaj delamo in je to motivacija in je to tudi ta občutek, da nekam pripadam, mi daje en občutek varnosti. In ti otroci zdaj tega občutka varnosti kar naenkrat nimajo več učilnice, nimajo več sošolcev in tudi njim je zelo težko. In pač zato me zanima, to se pravi, boste poskrbeli tudi za te, ki bojo, oziroma poskrbite tudi za te, ki bojo šli zdaj na maturo in ki rabijo to skupnost, se lahko priključijo v bistvu v vaši skupnosti. Nekaj mogoče zanimivo, sicer ne vem zdaj točno za vse otroke, oziroma za vse najstnike, to ne moram govoriti, ampak kakor res opažam, najstniki načelno so zelo dobro sprejeli to učenje nadaljavo. Ne samo to, kar imamo mi, tudi to, kar ima šolski sistem kot tak. To mene prav presenetilo, tako moram reči. Zdaj, če se pa nadaljujem odgovorom na vaše vprašanje, tudi za njih bomo poskrbeli, ker imamo ljudi, tako da v bistvu učitelje, ki te snovi to snov razložijo, tako da imajo lahko tudi online priprave na maturo oziroma pač na šolo, na zaključek šole, kakorkoli se bo to že odvilo. Super, to se pravi, od 5. razreda naprej poskrbite tudi za vse predmete? Osredotočeni smo na tiste predmete, ki so najbolj pereče. To so pač matematika, fizika, kemija, pa tuji jeziki. Zdaj v srednjih šolah je pa potem tudi, imamo tudi za strojništvo, računalništvo,
Čisto tako, mislim, tiste glavne predmete imamo pokrite, ne. So pa seveda specifike. Okay. Ste pripravljeni še kaj več pokriti zdaj v tem času, če se bo tole vlekel, recimo? To je treba nekako, ta čas je treba nekako prebrodati in na nek način vidimo to tudi kot svoje poslanstvo, ne. Ja. Družbeni doprinos, če bi tako rekel. Super, to je meni tako lepo slišati, pač lepo mi je slišati, da smo ljudje, ki smo pripravljeni poskrbeti za drugega in ohranjati te. In všeč mi je to, da prepoznavate to, koliko so odnosi dejansko pomembni, a ne? In jaz verjamem, ne vem sicer, kaj je vaše mnenje, ampak mislim si, če otrok dobi pač snov od nekje drugje, da tukaj odnos starš-otrok lahko ostane nedotaknjen v resnici, a ne, brez tega bojnega vzdušja, prisile. Ja, že tako so starši polni enih, polni. Veliko strahov je, veliko dvomov je, kako se bo to razvijalo in tako naprej. Po drugi strani, ne vem, če gledate, recimo jaz nikoli nisem bil pretirano dober, ne vem, v kemiji. Zdaj, če jaz hočem svojih hčeri razlagati kemijo, je to ogromno enega napora in časa mi vzame, zato da sploh lahko razložim. Ja. Zakaj to je za starše obremenitev, poleg vseh drugih stvari in skrbi, ki jih imajo že zdaj. In to posledično vpliva potem tudi na njihov odnos z otrokom. To je. Okay. Mene bi samo v bistvu počasi bi zaključila, ampak mogoče še par stvari. Skratka, da ponovim, če sem vas prav razumela. Razlaga.net, to je v bistvu učilnica, kamor se otrok pridruži k pouku. Tam je učitelj, ki ga v tistem času, ki je tam po urniku, lahko otrok tudi vpraša, če česa ne razume. In to je brezplačno. To je brezplačno, tako. Okay. Potem pa obstaja še razlaga pomišljaj oziroma minus snovi.net in tam pa je učenje 1:1 kot na nek način inštrukcije, s tem, da to niso klasične inštrukcije, ampak otrok dobi lahko tudi samo odgovor na eno vprašanje ali pa na eno nalogo, ki ne razume, razlago na eno nalogo, oziroma lahko dobi tudi učitelja v primeru, da samo ne zna česa premostiti, pa mu on pomaga. In tako da otrok lahko sam nadaljuje in tukaj se v bistvu odštevajo, to je plačljivo in se odštevajo minute, kjer otrok. Okay. Kako pa časovno kako se časovno prilagajate, kako ta pouk zdaj izgleda v tem času? Mi imamo te učilnice so odprte, oziroma ta naša storitev deluje nekje od 12. ure, pa tam nekje od 9. ure zvečer. Ker vemo, da so učenci se pa ponovadi najbolj učijo v poznem popoldanskem pa večernem času. Zdaj bomo imeli tudi ob nedeljah, ampak to bomo na internetnih straneh sproti obveščali, oziroma tudi ki so zdaj, ki imamo že. Skratka, imate sistem, da se prilagodite, tako da pač je vsak dan, da otrok vsak dan dobi nekaj. Še eno tako čisto tehnično vprašanje. Če se zdaj cela Slovenija nabaše na tele vaše strani, a se vam bojo sesule, a bojo zdržale toliko učencev? Zdaj najbolj pošten odgovor na to je tehnično gledano, ne vem, ker to se še ni zgodilo. Je pa zadeva taka, mogoče tako da rekel, v teh časih veliko govorijo, da je zelo težko delati video online konference, zato ker so internetne strani, oziroma internetne povezave prešibke. Ampak morajo biti realni. Če gremo zdaj na YouTube, YouTube se ni še nikoli sesul, pa Facebook se sesul enkrat. Zakaj? Mi lahko so veliko število otrok, bom rekel, po domač povem, servisiramo, ampak to zato, ker so naši strežniki toliko zmogljivi. Strežnike imamo pa v tujini, niso v Sloveniji. In to je odgovor na vaše vprašanje. Še eno vprašanje imam. Zelo pomembno. Če lahko samo zaključim, ker se mi zdi to zelo pomembno. Tukaj sploh ni problem v sami tehniki, pa strežnikih, pa tako naprej. Tu je bolj problem v razpoložljivosti vseh naših učiteljev. Zato je to mečkano omejeno, ampak zaradi števila učiteljev, ne zaradi tehnike, ki bi se sesuvala, pa ne vem kaj. Do zdaj se ni še nikoli. No, zdaj imam pa še dve vprašanje. Ja. Eno je, kako pa vi zbirate učitelje?
Zdaj, mi imamo tako več načinov. En tisti način, ki je nam nekje najbolj učinkovit, je ta, da se te, ki želijo delati z nami, prijavijo preko interneta, in oni posnamejo svojo razlago, nekaj podobno, en kratek videofilmček posnamejo, magari s telefonom, in mi v osnovi tega pol ocenimo, a zna ta oseba pač kakšen je, ima nek topo človeški odnos, recimo čim bolj temu, a zna razumljivo govoriti, a zna razumljivo razložiti, in to potem pokažemo najstnikom, in najstniki jih ocenjujo. Še celo mogoče bi tako rekel, razlaga minus snovi.net, tam vsak učenec na koncu ima možnost, da lahko z emoji ocenjuje, koliko je zadovoljen z učiteljem. Aha, ok. Prav je to povratna informacija ves čas, ne samo na začetku in potem takoj vidite. In potem sistem tudi rangira v bistvu učitelja. Oni, ki so najbolj ocenjeni, oni dobivajo največ učencev, tisti, ki so pa slabši. Ja, seveda, ja. No in še eno vprašanje za zaključek. A pišete teste in sprašujete učence? Oziroma, če to delate, a je pritisk kaj drugačen, kakor pa če to delajo v šoli? In pač kako ta preverjanja izgledajo. Ker sem slišala, da v bistvu preverjate to, kje učenec je, pa koliko zmore, pa take pač te osnovne stvari, ki jih rabimo tudi starši o našem otroku vedeti. Recimo, če gledamo čisto konkreten primer, recimo, da bi nekdo nek učenec bi se učil recimo angleščino za preverjanje znanja, in potem gre skozi tisto snov, ki mu je delala probleme. Na koncu ga lahko testiramo, če želi, davamo pač test in on ga lepo rešuje in potem pač vidimo točno, kakšni so rezultati. Zdaj, ni kakšnih pritiskov, ker ve, da tukaj ravno ni šola, pa ne bo ocene dubo, gre bolj za to, da on vidi, kje kotira, kje je njegov znanje. Kje on je. Tako je. In če si želi pač boljšo oceno, kje se mora še bolj potruditi. Ja, vzorimo ga na luknje. Recimo, to je podobno, kot če greste recimo za angleščino delati spremne, oziroma te angleške šole, ki jih imate, ki ti merijo nivo znanja, pa ti pa povejo, tukaj si dober, tu si slab. Online testi, ki so to. Super. Meni se zdi tole odlično, da sva dala te informacije staršem. Zdaj bi vas pa samo še prosila, zdaj bojo gledali tale video in bojo verjetno imeli dodatna vprašanja, ki jih pač jaz danes nisem postavila, pa zato, ker pač tudi nočeva biti predolga. Lahko tudi kdaj kasneje, če bojo zainteresirani, še kakšen video narediva oziroma intervju narediva, ampak zdaj le samo še enkrat, če poveste, kam vam lahko pošljajo vprašanja, če jih bojo imeli in zaenkrat je za danes to? Se pravi, internetna stran, ki je brezplačna, je razlaga.net, tam je tudi možnost pošiljanja vprašanj. Na razlaga-snovi.net je pa tudi mail, ampak tam imate pa tudi ta najbolj pogosta vprašanja. Mislim, da se že kar na začetku odpre. Tam je 20 vprašanj, 30. Če pa kdo ne bi dobil odgovor na svoje vprašanje, pa lahko kadarkoli kontaktira ali prek maila ali preko telefona. Kako pa je vaš mail? Je to na spletni strani napisan? Je vse napisano spet. Okay. Super, bomo napisali tudi tukaj spodaj, tako da bojo informacije na pač prrok. Mi pa se sigurno v prihodnosti še srečava in sodelujeva. Hvala za tale prijeten čas skupaj z vami in jaz upam, da sva pomagala zdajle s telim posnetkom mnogim staršem po Sloveniji. Res hvala lepa, ker počnete to in ker skrbite za odnose v družini na tak način. Hvala. Hvala tudi vam. Mislim, skupaj. Srečno.